Prehajamo na 10. točko. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VČ-06 v občini Kamnik, identifikacijska številka PA3651. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 11, predlagatelj župan, poročevalca CIPA, dr. Marija Tadeja Ježek, Marjeta Novšak in pa Tomaž Kmet. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Izvoli. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Izdelovalec elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja za oznako VČ-06 v občini Kamnik za določitev odstopanja od določil OPN občine Kamnik je družba Lokus iz Domžal. Pobudnik za izvedbo lokacijske preveritve je družba Rod iz Volčjega Potoka. Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom izvedbe posega na podlagi določil 5. in 6. odstavka 21. člena ZUREP3 z namenom racionalna raba prostora, ki omogočata rekonstrukcijo obstoječe legalne stavbe, ne glede na dopustnost po prostorskem izvedbenem aktu, skladno za odstopanje na podlagi pogojev varstva kulturne dediščine in skladno s 136. členom zakona urejanja prostora. Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišče s parcelno številko 862/2 in 862/3, vse kao Volčji Potok v skupni površini 3495 kvadratnih metrov. Območje se ureja za OPN občine Kamnik. Predmetno območje predstavlja stavbo, opremljeno z namensko rabo, spremljajoče večnamenski objekt za potrebe golf igrišča z obstoječimi parkovnimi površinami, cesto. Načrtovani poseg gradnje obsega rekonstrukcijo nadzidave v okviru gabaritov, kar omogoča določila prve alineje tretje točke 136. člena ZUREP3. Obstoječa tehnična izvedba stavbe je neustrezna glede na aktualne predpise za gradnjo, ne omogoča zagotavljanja standardov v predpisih glede energetske sanacije stavbe in ne zagotavlja upravičenosti stroškovne sanacije objekta z gradbeno-tehničnega vidika, mehanske odpornosti in stabilnosti, statične varnosti. Pričakovana je sprememba oblike in fasade stavbe, prilagoditev stavbe v skladu z mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, območna enota Kranj, načrtovana je povrnitev obstoječih dejavnosti. Za namen preveritve skladnosti elaborata je občina pozvala nosilce urejanja prostora, da predložijo mnenje o ustreznosti tega, nanaščujoče se na njihovo delovno področje. Poleg tega je bil elaborat lokacijske preveritve javno nazgrnjen in sicer od 22.5.2024 do vključno 6.6.2024. V času javne razgrnitve ni bilo pripomb k elaboratu lokacijske preveritve. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Beseda ima Jože Korošec. Samo še eno vprašanje. Enkrat je bilo rečeno, da je maksimalna tale površine, koliko 3,5, koliko se rekla, se poveča za lokacijsko preveritvijo, ne? Ali sem napačno razumel? A ni bilo rečeno nekje do 600 metrov, da se je možno povečati pri privat zadeva? Zdaj ne vem, ali je to, ali sem napačno razumel. Še enkrat, Jože, kaj zato v redu? Izvolite, dr. Ješkova, za odgovor. V skladu z veljavno zakonodajo je lokacijskih preveritev več tipov. Ja. Tisto, kar v bistvu omenjate, je razširitev meje zazidljivosti. Tu je pa navedena v bistvu površina objekta, ki obravnava v bistvu to lokacijsko preveritev. To je golf hiša in v bistvu parkovne ureditev ob njemu, ne? Ni pa ta tip za razširitev meje zazidljivosti. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VČ-06 v občini Kamnik, identifikacijska številka PA3651. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.